telefon uporabljam kar veliko. Lahko pogledam ta socialna omrežja, Facebook, Instagram, Snapchat, ne? Za igranje igric. Elektronske napravice tudi omogočajo zabavo s prijatelji. Prek YouTuba se mi zdi, da je Miha mene najdel, ko je gledal Infodrom. Da so elektronske naprave super, je jasno. Da so polne pasti, pa tudi. Strokovnjaki opozarjajo predvsem na nevarnost pretirane uporabe spleta in digitalnih naprav. Vse sodobne tehnologije temeljijo na principu velikega podajanja informacij, se pravi, da zaposlujejo naše možgane. In s tem, ko se naši možgani zaposlijo, nas to zelo privlači. Seveda, če je tega preveč, potem pa to lahko vodi v zasvojenost oziroma v prvi fazi v prekomerno rabo. Pri pretirani uporabi sodobnih tehnologij gre za to, da jih ves čas uporabljamo, a se jim, če nas na primer prijatelj povabi na sladoled, še lahko odrečemo. Pri zasvojenosti pa si ne moremo več pomagati. Življenje si za vsako ceno priredimo tako, da lahko čim več časa preživimo s svojimi napravami. Ja, mogoče sem malo odvisen od naprav. Mislim, da jaz nisem odvisna, so pa vedno vrstniki. Kdo je? Ja. V svoje življenje vpelji ali pa vodi tudi druge aktivnosti, ki niso povezane s temi napravami. Poleg tega strokovnjaki svetujejo, da si je kdaj pa kdaj dobro privoščiti tudi digitalni post. Bi šla bolj ven, bolj bi trenirala pa take stvari, bolj bi se družila s prijatelji. Najtežje je bilo mogoče to, da se ne bi mogel pogovarjati s prijatelji. Ves teden brez elektronskih napravic pa so morali preživeti junaki enega izmed Infodromovih 5 dokumentarnih filmov Moje življenje. Kako jim je šlo, boste lahko videli med zimskimi počitnicami.